Nino Batagel je podjetnik, motivacijski govorec in vsestranski športnik, ki je po hudi poškodbi hrbtenice leta 2009 postal tetraplegik. Pri 22 letih je med teambuildingom svojega gasilskega društva skočil v kolpo za žogo, pri skoku pa si zlomil vratna vretenca in lobanjo. Poškodbe so povzročile tetraplegijo. Njegovega aktivnega življenja in zanimanja za številne interese pa to ni ustavilo. Pred poškodbo je treniral hitrostno in downhill rolanje, bil je prostovoljni gasilec in turistični vodič, po njej pa kljub vsemu ostal strasten športnik in adrenalinski navdušenec, ki premika meje mogočega. Začel je trenirati ples, plavanje in potapljanje, dokončal študij na inštitutu in akademiji za multimedije, ustanovil podjetje, ki se ukvarja z videoprodukcijo in grafičnim oblikovanjem, sooblikoval startup in seznam se še kar ne konča. Če želite dobro zgodbo, je Nino Batagel pravi naslov, no danes pa ga z veseljem pozdravljam v našem podcastu. Nino, lepo pozdravljen. Živja. No, na začetku sva se, oziroma pred podcastom sva se z Ninom dogovorila, da se bova tikala, da bo vse skupaj še malo bolj sproščeno. Pa me za začetek zanima, kako preživljaš te bolj hladne in sive dneve, ko zunaj ni preveč primerno za neke aktivnosti. V redu sem, čeprav do pisarne se še vseeno potrudim iti s kolesom, se zagrnem, šal, rokavice, očala. Včeraj sem bil malo na bazenu, sem se pogrel, tako da... Koliko minut imaš s kolesom do službe? Odvisno, koliko grem hitro. Recimo nekje med 15 in 20 minut, odvisno, koliko zamujam. Rekord pa? Mislim, da je njih 14. 14 minut. Super. Ja, v uvodu so poslušalci lahko slišali, kaj vse te interesira in navdihuje, s čim pa se trenutno največ ukvarjaš oziroma čemu posvečaš največ svojega časa? Največ časa v bistvu zdaj trenutno res posvečam prav službi, poklicu, razvoju platforme za fizioterapevte, ki jo razvijamo. V prostem času, ali pa bom rekel izven pisarne, sem bil pa kar dost na kolesu, tako da ne vem točno, kaj moram odgovoriti na to vprašanje, če po pravici povem. Lahko ti ugotoviš, poveš, če s tem še zdaj največ ukvarjaš. S čim se jaz trenutno največ ukvarjam? Nažalost službo ali pa, ne vem, na srečo. Ampak ja, mislim, zdaj, ko so ti bolj sivi in temni dnevi, se mi zdi, da smo kar iz službe domov, pa pod deko in gledati neke serije, filme. Saj smo, moram, da smo vsi tako, no? Ampak se moraš na vsake dolg časa malo brcant, pa iti ven ali pa... Ja, res je. Čeprav govorijo pa, da je zima nekako čas za samorefleksijo, da se malo umirimo, da malo več počivamo, ne? Ampak ne vem, koliko nam to naše službe dovoljujejo. Samo refleksije lahko po mojem kar vsakič, no, ko se česa lotiš, pa vidiš, koliko ti gre, koliko ti ne gre, pa kaj si moraš prilagoditi, da ti bo šlo. Se strinjam. Ja, od nesreče je minilo že 15 let, to je že kar nekaj časa nazaj, tako da se bova danes dotaknila bolj na kratko. Kako na njo gledaš danes? Na njo gledam kot na nek dogodek iz preteklosti, kot nimam nekih čustev navezanih na samo nesrečo ali pa, da bi me še vedno bolelo ali pa, da bi težko spregovoril o sami nesreči, ker sem že kar dostikrat povedal. Bilo je pa tako, najprej začneš govoriti, zelo podoživljaš, kaj in kako se ti je zgodilo, pol naenkrat rata zadnjič ali pa ne vem, nedolgo nazaj sem se poškodoval, pol je že 5 let, pol sem poškodovan na novo, je že 10 let, zdaj pa je toliko časa minilo, da je že 15 let od tega in sploh ne vem, kakšne občutke bi mogel imeti. Šlo je za skok v vodo, na glavo. Mislim, da so v bistvu ljudje, ki so bili okoli mene, če se zdaj nazaj spomnejo, po mojem malo bolj pretreseni od mene, ker niso vsakodnevno šli čez to, no. Se malokrat spomnejo to in ko podoživijo, znajo biti bolj močna čustva, ali kako bi temu rekel. Zame pa to je en dogodek, ki me je zaznamoval, ki je z mano,
ki je pustil neko trajno posledico, ampak to je nekako to. Pa bi rekel, da si z invalidnostjo tudi kaj pridobil, ker ponavadi pač govorimo o nekih primanjkljajih v povezavi z invalidnostjo, pa me to zanima. Ja, definitivno parkirna mesta. Pa opažaš, da se ljudje držijo tega, da ne parkirajo na mestih za invalide? Mogoče to zdaj bolj opaziš ali manj? Kakor kdaj, no. Kakor kdaj tudi ne dam glih neke velike mere na to, avto še vse stisnem tako, da grem jaz lahko ven iz avta, ne glede na to, kje in kako je kdo kaj zaparkiral. Mislim, da na splošno je sprejemanje in zavedanje, nam rekel problematike, ampak potreb invalidov ali pa so ljudi večje, kakor je bilo. Po mojem ravno zaradi tega, no, ker smo tudi čedalje več ljudi z gibalno oviranostjo ali pa z drugimi oviranostmi, smo v svetu, delamo stvari, se premikamo, smo v javnosti in ljudje vidijo, zakaj, ne kaj, ampak zakaj se kaj potrebuje. Ne? In če imaš ti razlog, če veš, da širše parkirno mesto je zato, da jaz lahko do konca vrata odprem, da z invalidskim vozičkom pridem zraven do avta, da ni to neka kaprica zato, da lahko bližje parkiram, da imam manj do vhoda, ne? Da vidijo, zakaj je in zakaj je ta namen, potem tudi spoštujejo ta namen. Ne? In tako mislim, da z vsemi stvarmi, no, ta parkiranje ali kaj takega je samo nekaj tako opazno. Ne? Tudi vsaka klančina, ki je na novo narejena, ne drugega, da samo mi, ki smo na invalidskih vozičkih, ampak tudi mamice z otroškimi vozički so zelo hvaležne za vsak tak napredek, kolesarji. Mislim, da z nekim univerzalnim grajenim prostorom vsi napredujemo. No? In se zajame v bistvu več skupin. Več skupin, starejši lažje dostopajo, nasploh, no, smo vsi bolj objeti. Če sem pa kaj pridobil, da se nazaj vrnem, ne vem, ne znam na to odgovoriti, zato ker že 15 let živim v temu, s to poškodbo, invalidnostjo in je to zdaj moj vsak dan. Kaj da bi rekel, a si kaj pridobil z rojstvom otroka, razen. Ne vem, če je to zdaj dobra primerjava, ampak nekako po mojem, da to sooblikuje tvoje življenje, ne glede na to, imaš plus ali minuse. Ampak mislim pa, da minusi so kdaj veliko večji od teh malih plusov, ki so. Ne. Gre pa za pač neko novo realnost in se pač ljudje prilagodimo temu, ne? Si predstavljam, pač se prilagodiš, ker se moraš. Ja, se moraš, ne, druge nimaš. Nekako gledam tako, če situacijo lahko spremenim ali pa bom z druge strani šel, no? Če situacije ne moram spremeniti, raje potem probam pogledati moje dojemanje te stvari, ne, in pač, ker če ne moreš spremeniti situacije, da si poškodovan, časa nazaj se zavrteti ne da bi preprečil tisti skok v vodo, lahko edini svoj način sprejemanja in doživljanja stvari okoli sebe spremenim in obrnem sebi v prid. Pa si imel recimo, kako naj to vprašam, težave s tem sprejemanjem? Je bil to nek dolgotrajen proces ali si že imel recimo pred nesrečo nekako to mentaliteto, da si pač lažje sprejemal to, kar ti je življenje pač vrglo na pot? Mislim, da se moram tukaj zahvaliti svojim improvizatorskim sposobnostim. Zdaj, jaz sem občutka, da to celo življenje sprejemaš, dobivaš nove občutke, celo življenje v bistvu, nam zdaj rekel, da prebolevaš, ampak celo življenje živiš s tem in vsak dan je, zdaj nočem reči, da bo to kaj žalostno ali moreče ali pa karkoli, ampak celo življenje te spremlja neka trajna poškodba, neka trajna posledica enega dogodka in zdaj, da preboliš čez noč ali pa bi rekel, da ni toliko na temu, kakor se navadaš.
Kolikor sprejmeš to, da ne moreš več čez stopnico stopati, ampak moraš najti sklenčino, kolikor da zjutraj ne porabiš samo 1 minuto, da daš hlače gor, pa pulover, ampak rabiš 10 minut zdaj na to, pa se pol na voziček presest. Prej bi rekel, da se ti navadiš nase in to v bistvu potem sprejmeš, to novo sedanjost. Zdaj, če imam pa slabe trenutke, mislim, da ima vsak človek dobre in slabe trenutke. Je pa res, da invalidnost pri temu glih ne pomaga, ne. Ali pa mogoče res prav pomaga zaradi tega, ker se moraš večkrat vprašati, kaj in kako, in si potem bolj navajen sprejeti kakšne slabe trenutke, jih procesirati, obrniti na boljše in pol živeti s temu. Zdaj si že dolgo popolnoma samostojen. Bi lahko rekel, da je pač invalidnost zdaj del tvoje osebnosti in na njo ne gledaš več kot na neko oviro? Zdaj malo trik je to vprašanje, a je invalidnost del tvoje osebnosti. No, jaz bi rekel, da ni. Da pač najprej semnino, pa vse to, kar si prej naštela, in šele potem človek, ki je na invalidskem vozičku. In ravno to me večkrat v bistvu zanima, ali pa, kako bi rekel, zmoti, ali pa mi ne daje kdaj vrednosti, ne. Ali sem jaz vreden zaradi tega, ker sem naredil, ali zaradi tega, ker sem naredil in sem na invalidskem vozičku. Razumem, ja. Ko sva si dopisovala pred podcastom, si ravno to omenil, da se ti zdi pomembno, da pač družba oziroma ljudje ne dajemo večje vrednosti recimo športnemu nastopu ali petju, samo zato, ker je nekdo invalid, in si zagovornik tega, da se objektivno pohvali dobro delo. Se ti je to drugače pogosto dogajalo? Ja, vsi te hvalijo, ker si državni prvak. Ampak če si ti državni prvak z nekim nedobrim časom mednarodno, je potem v bistvu to hvala sam zate, sploh če sta bila samo 2 ali pa 3 v kategoriji. Drugi to mislijo, wow, bravo, zdaj ti lahko živiš na teli, ko bi se rekel, neki slavi, lahko pa realno pogledaš, pa si rečeš, ok, ja, sej tukaj res rezultatsko sem dober, ampak čas ni dober, nastop ni bil dober, ne. In se zabriše ta v bistvu realen pogled zdaj na tvoje delo, ne. Malo sem razmišljal o tem, no, neko primerjavo sem si dal, da s tem, ko se nekako hvališ s temi malimi, ali majhnimi stvarmi, ne vem, se postavljaš za prvaka vasi, v mestu si pa še vedno zadnji, ne, in če se ne zavedaš, da je tvoja prava konkurenca v mestu, ne boš nikoli tudi na prvem mestu v mestu napredoval, ne. Pa je treba biti prvi v mestu ali zakaj ni dovolj, da si prvi na vasi, zdaj, tako kot si rekel, no? Mislim, lahko si prvi na vasi, če ti je to zadost, ne, ampak potem se samo 3 petelinom hvališ. Če si pa recimo, ne vem, zadnji v mestu, pa vidiš tudi, koliko moraš osebnostno zrasti, da lahko napreduješ, vidiš možnosti, ki jih imaš pred sabo, se ne umiješ samo s tisti 3 petelini, ne, ampak vidiš, da je veliko več drugih živali okoli tebe. Torej, bi rekel, da je vedno treba stremeti naprej in gledati na to, da se pač daješ v neke kontekste, ki te nekako izzivajo, da si vedno boljši? Je to Ja, osebno bi rekel, da ja, no, zato ker se mi zdi, da razne, bomo temu rekli, medalje, ki jih dobiš, pol izgubijo na vrednosti. Se razvrednotaš v bistvu s tem dejansko to, kar si dosegel. In moraš pač realno pogledati na stvar, a si jo dobro naredil ali jo nisi dobro naredil. Si zadovoljen z njo, nisi zadovoljen z njo, ne. Ampak recimo, če se pa vprašava, kaj je potem namen teh tekmovanj? A niso tekmovanja, recimo, da se uvrstiš na neko državno prvenstvo, a ni to vseeno neke vrste spodbuda, če recimo človek nima neke pretirane motivacije in mu potem to uspe, a ni to tudi neke vrste brca v rit ali pa pač nekaj dobrega, nekaj pozitivnega? Ja, če mu pomaga,
odlično, super. Če pa zdaj on živi na slavi teh, bomo rekli, ker v Sloveniji vsaj, ne, mogoče bo to zdaj tako čuden slišati, ampak nas je toliko malo, Slovenija je majhna in si zelo hitro lahko zelo uspešen v Sloveniji, ne. Ne pa pomeni, da ta uspeh je tudi dejansko uspeh, ali se lahko samo hvališ s nekimi številkami, ki dejansko niso toliko dobre, no. Če pa to spodbuda, da potem si rečeš, ok, tle mi je ratal, gremo zdaj dalje, gremo več narediti, je pa potem to dobro izkoriščen čas pa dogodek. Zdaj pohvale torej niso škodljive, mislim, so dobra stvar ali... Že spet, če je iskrena in za iskreno delo, potem ja, je. Pač, če gledamo promet, pa to, da ljudje z oviranostjo tudi vozimo avtomobile in smo zelo dejavni v prometu, ne. Ne dobiš izpita sam zato, ker si invalid, ampak moraš zagotoviti neke minimalne standarde, da dobiš to licenco, to odgovornost do sebe, do svojih soudeležencev v prometu. In če te nekdo pohvali samo zato, ker ti znaš avto peljati, da ne vem, če je ta pohvala na vrednosti, če pa res to odgovornost nosiš v redu, dobro, spoštuješ, je pa potem ta pohvala lahko čisto za vse druge udeležence, tudi druge ljudi, ki so naredili izpit, enaka, ne. Zdaj, če sem pa jaz pohvaljen samo zaradi tega, ker sem na vozu pa vozim avto, se mi pa ta pohvala zdi malo tako. Če vsem slabo vozim, pohvaljen pa sem. Torej bi rekel, oziroma pač, ko sem prebirala tvoje intervjuje, sem pač ugotovila, da si res strasten športnik in da si tudi bil velikokrat del teh večjih, pomembnejših tekmovanj. Pa bi te morda zdaj še to vprašala, če se vrneva malce nazaj. Zakaj šport in zakaj toliko športov različnih? Šport zato, ker mi pomaga. Ker že pred poškodbo sem se ukvarjal s športom, zdaj ne vem, zakaj bi potem poškodba ali pa invalidnost me omejila, da se zdaj ne bi več mogel športom ukvarjati. Zakaj pa toliko športov? Zato, ker po pravici povedano, takoj po poškodbi niti nisem vedel, kaj mi paše, kako mi paše, in sem mogel probati stvari, ne. Zdaj nekako ljudje športe probavamo ali pa preizkušamo nekje v zgodnji adolescenci, v mladosti, zdaj po poškodbi imaš pa neko novo mladost in se moraš isto probati neke nove stvari, videti, kaj te veseli, kako te veseli in se jih lotati. Mislim, da nisva povedala, s katerimi športi vse se ukvarjaš. Kolesariš, letiš v vetrovniku, se potapljaš, plavaš, kot sva že prej rekla, plešeš. Zdaj letenje v vetrovniku in potapljanje, to je kar adrenalinsko. Torej si tudi adrenalinski junkie, bi lahko rekli, adrenalinski navdušenec? Zelo nerad slišim to besedo. Ja. Prej bi Zakaj? rekel aktivno. Aktivno. Okay. Ne vem zakaj, ker se mi zdi, kakor da je nek tak Kot neka prizvok, fiksacija? ja, zdaj pa ti adrenalinski odvisnež, ti moraš iti v to, pač ne grem zato, ker mi je všeč. Ker mi je všeč, ko sem v vetrovniku, ko te veter gor dvigne, ko lebdiš, ker si v bistvu nekako v tridimenzionalnem prostoru brez, ja, v mojem primeru tudi brez invalidskega vozička, ne, in isto je pod vodo ali pa v vodi, ne. To so neki mediji, v katerem se jaz lahko gibam, brez pripomočka, ki mi je zdaj primarno namenjen za gibanje, za pomoč pri gibanju. To pa je invalidski voziček. Zdaj ne bi rekel, da se točno sam zaradi tega ukvarjam, ali pa nam ukvarjam, ampak grem na vsake toliko časa poleteti, ali pa sem šel pod vodo, ali pa sem na bazenu. Pač to delam zato, ker mi je všeč, ker lahko preizkušam neke nove meje, vidim izzive, neke nove načine gibanja,
ki jih drugače ne moram probati, lahko na ta način preizkušam. Potem pa ja, druga taka stvar je pa gorsko kolesarjenje, s kolesom na ročni pogon, ali ne vem, kako bi handbike, MTB handbike prevedel v slovenščino. Mislim, da je to kar dober prevod. Ja, to mi je pa všeč, ker ko sem na tem kolesu, ki ima tudi pomoč motorja električnega, tam pa ni ovir. Tam pa ni robnička, ki me zmoti, kakor me tukaj v mestu zmoti, ali pa kjerkoli, ali pa tlakovci, ki te pretresajo, ne, tam pa samo greš čez, greš v hrib, greš dol z hriba, greš v gozd, si v naravi, ja, se včasih vse kje zatakneš, ampak ni teh malih vsakodnevnih težavic, s katerimi se soočaš, no, si spočijem glavo. Mini preprekic, ki sam gre čez. Ja, veliko minih preprekic, ki se nabirajo ponavadi, tukaj gre pa samo čez. A ti je ta športni način življenja, ki si ga že pred poškodbo gojil, pomagal tudi, da si se potem po poškodbi lažje pobral, torej neka ta disciplina, neka struktura, tudi to, da si bil dobro telesno pripravljen? Prej bi rekel, da mi je mentalno pomagal, da sem se zavedal čez šport, da rezultati ne pridejo čez noč, da rezultati se ne zgodijo z danes na jutri, ampak da moraš veliko truda dati za neko malo stvar in da si nek velik cilj moraš razliti na neke majhne korake. In tem, bom rekel, majhni koraki vsakim dnevom po poškodbi, odkar sem se iz kome zbudil dalje, so mi pomagali do tega, no, da sem zdaj živim tako življenje, kakor ga živim. Kakor bi ga živel, po mojem, tudi brez poškodbe. Zdaj, poleg vsega tega si tudi velik zagovornik, delal si za zavod Vozim, ki se ukvarja z varnostjo prometa. Tam si organiziral in oblikoval različne delavnice, potem si sodeloval tudi pri oblikovanju nagrajene mednarodne kampanje Heroji furajo v pidžamah in še veliko več drugih stvari. Zakaj zagovorništvo in zakaj prav na področju te varnosti v prometu? Zagovorništvo, če se vrneva nazaj na pogovor, ki sva začela, ko sem rekel, da je čedalje več ljudi z oviranostjo, takšno ali drugačno, v svetu, zunaj, in da če ljudje spoznajo naše potrebe in razlog, zakaj nekaj potrebujemo, bomo sami sebi s tem odprli vrata do bolj odprtega prostora. In sem videl, da svoj glas, ker sem se tudi pred poškodbo ukvarjal, bomo temu rekli, z nastopi ali z javnim govorništvom, ali mi ni bilo to nekako problematično. Sem videl, da lahko ta glas, če je šel prej v namene organizacije stvari v turizmu, ga pa zdaj delim za odpiranje družbe, v bistvu za vse podpiranje vrat, pa čez nekaj let, no, ne zdaj, čez sekundo, za to zagovorništvo. Zakaj pa ravno promet? Ker smo tam zraven prišli in ker je tako naneslo, no, nekako druge poti ni bilo takrat in sem pač izkoristil to. Pa tudi statistika ni preveč dobra, ne? Ta povezava med vožnjo pod vplivom alkohola in potem nekimi nesrečami, ki pripeljajo tudi do invalidnosti, ne? Ja, mislim, da je promet še kar najpogostejši, sploh med mladimi, povzročitelj nastanka poškodbe hrbtenjače ali pa tudi težkih drugih trajnih poškodb, ne. Nasploh se mi zdi, da se 70% poškodb hrbtenjače da preprečiti. Da preprečiti preprosto, na ta način, da si bolj pazljiv, da ne voziš pod vplivom alkohola, da ne greš na lojtro, ki je komaj na steno naslonjena, da ne plezaš po drevesih, da ne skačeš v prenizko vodo. Zdaj ne rečem, da ne delaš teh stvari, ampak prej se vsaj pozanimi v globini
priprav lojtro dobro, da greš gor na streho pogledat, upravaš te stvari, ki jih moraš. To je teh 70%. Tiste 1/3 so pa pač bolezni, na katere mislim, da nimamo nekih prav prevelikih vplivov. In ja, od teh 70% je pa 1/3, se mi zdi, so prav prometne nesreče, ker je spet tak zelo velik del. In če mlade nagovoriš, jim poveš, da ja, sej življenje, tudi kljub poškodbi hrbtenjače, kljub invalidnosti, ga lahko živiš čisto normalno, kakor ne, ampak si ga pa po nepotrebnem kompliciraš s tem. Pa se ti zdi, da se mladi bolj zavedajo tega, te mlajše generacije? Ker se mi zdi, da zdaj, če izhajam iz sebe, če primerjam generacijo svojih staršev in recimo našo generacijo, se mi zdi, da se kar nekako bolj organiziramo v smislu nekega prevoza po različnih, ne vem, žurih, po nekih druženjih, medtem ko pa generacija naših staršev se mi pa zdi, da se sploh ni ozirala na to. No. Kakor sem opazil, je zelo tako, kar si rekla, ne. Pač pri starejši generaciji spit par špricerjev, pa iti v avto, sej z vodo zmešan, sej ni problema, ne. Ali pa jaz sem navajen na to, bo šlo čez. Medtem ko pa mlajši se pa, ja, se veliko bolj zavedajo tega in jim tudi ni jasno, zakaj je lahko vožnja pod vplivom alkohola dovoljena, če je na začetku prepovedana. Pač, če je nekaj ni dobro, zakaj pol spravljaš tja noter, ne. Ampak le so potem, veliko stvari je takih, ki jih mladi v bistvu želijo, ampak jim, ajde bomo temu rekli, pristojni ali pa odločevalci ne prisluhnejo, ker imajo lastne interese ali pa lastne lobije, katerim morajo reči tisto kljukco narediti. Zdaj pred nekaj leti oziroma pred 3 leti si z ekipo kot soustanovitelj in sooblikovalec zagnal tudi startup Frumcare, ki se ukvarja z digitalizacijo fizioterapije. In v bistvu ta platforma fizioterapevtom in trenerjem, pa tudi drugim zaposlenim v športnih dejavnostih omogoča bolj enostavno predpisovanje vadbe v domačem okolju. Pa me zanima, kako točno deluje ta platforma in kaj vse ponuja. Ta platforma deluje tako, da nek delavec v rehabilitaciji, fizioterapevt se prijavi v program in pol s parimi kliki svojemu pacientu pošlje domačo nalogo, ki jo mora ta pacient upravljati, zato da je rehabilitacija boljša in uspešnejša. Ker se spomnim, doma sem jaz imel zvezke popisane, porisane z vajam, serij, koliko moram narediti, koliko ponovitev. Zdaj smo pa nekako času primerno naredili to, da ti fizioterapevt s parimi kliki to res pošlje v obliki maila z videoposnetki, kjer je že vse ti napisano, sicer lahko tudi to vse prilagodi, ampak se res bolj poenostavi za vse, no. Pa tudi bolj priden si pol doma, točen veš, kam moraš delati, ne pa gledati tiste slikce, pa kako sem točen roko narisal, da mora iti gor. Pa se poskušati spomniti, kako točno gre gib. Ja, ali pa snemati s telefonom, pa na YouTubeu iskati, pa pol nekaj narobe najdeš, pa se še škoduješ. To je based on a true story, bomo rekli. A res? Saj se hit zgodi, da kaj narobe vidiš na YouTubeu, pa misliš, da ti bo pomagal. Tvoja izkušnja? Ja, čigava pa. Tako da zdaj trenutno ponujamo to storitev, no, kmalu bomo pa razvili še kaj drugega, še bolj kaj uporabniku prijaznega, ne, ker tehnologija omogoča veliko stvari, samo moramo se jo naučiti uporabljati na pravilne načine, kar nam bodo pomagali. Koliko pa je uporabnikov, a se je prijela platforma? Zdaj, glej, prvo leto v Sloveniji, ko prodajamo, smo kar vem, no, da smo 40% javnega sektora, ali so to bolnišnice, zdravstvene domovi, klinični center, no, nas uporabljajo, ampak kakor so se prej govorila o teh številkah pa prvih mestih, ne, tako je tudi tukaj, ne, vse v Sloveniji nas že pokriva veliko več v svetu, pa še ne vejo za nas, ne. In zdaj je pa namen
se še izven mej Slovenije prestaviti. Se razširiti. Ja. Še malo bolj zanimivo. Zelo dobra ideja, se mi zdi. Ni pa prav, nekako se mi je prej porodilo vprašanje, da bi te recimo tvoj fizioterapevt oziroma zdravnik prav nadzoroval, da moraš ti, ne vem, poklikati ali pa pregledati dnevno neke stvari, recimo, ne vem, se ti prvi dan poklika, se ti drugi dan poklika. Tega ni. Tega v bistvu ni, ker konec koncev to bi bila pol 100% kontrola. Sej tudi tako, če ti pove, kaj moraš delati, pa nariše, mu ne pišeš SMS-e vsak dan, a si to delal ali ne. Itak je pa potem ta rehabilitacija na tebi, sej zase delaš. Fizioterapevtu je praktično vseeno, koliko časa bo tebe roka bolela ali pa to, za kar si prišel. V bistvu je zate dobro, da delaš to domačo nalogo. Odgovornost na vsakem posamezniku. Moraš malo odgovornosti sprejeti, tudi kot pacient. Ni vse na drugih, da ti počnejo ali pa da te nadzorujejo. To je tako, osnovnošolsko je to, a ni? Ja, se strinjam. Čeprav pri nekih teh manjših poškodbah, zdaj odvisno pač o kakih poškodbah govorimo, ampak ne vem, ti zdravnik reče, ja, delaj te vajice za križ vsak dan ali pa vsak drug dan, pa se potem to počasi razvodeni, ne. Dokler te zopet ne zaboli, ne? Dokler te zopet ne zaboli, točno tako. Vsi ljudje smo tako narejeni, no, da dokler je kriza, se držimo in delamo, potem pa kar naenkrat, potem pa počasi razvodeni ta disciplina. Zato sem vprašala, ker je tudi to based on a true story, ne? Ja, tudi to. Pokukala sem tudi na tvoja družbena omrežja, na Instagram, in sem videla, da veliko uživaš v naravi, da tudi potuješ, tudi s prikolico, pa me zanima, kje si bil nazadnje in kam si pa šel najdlje, tudi to me zanima. Nazadnje sem bil, mislim, da zdaj poleti, na Korčuli. Najdlje sem pa s prikolico prišel nekam do Marseja, proti Franciji, malo pred Marsejem. So pa želje, no, da se pride nekako do Portugalske, do Grčije dol, da se v bistvu ta del Sredozemlja. Zakaj pa ne? Pa potuješ v kaki družbi? Ja, s punco ponavadi potujeva, prikolica je to taka mehna, sam za dva v bistvu, tako da če je zraven še kuža, ni prostora za voziček, moramo kar zelo zbirati, ampak je prijetno, no. Sej, ne vem zakaj, ampak nekako sem res rad v naravi, no, kakor da spočijem se tam. Ne znam drugače povedati, kakor da všeč mi je to, da si v bistvu nekako samo, če smo skozi navajeni neko tehnologijo okoli nas, pa da je treba hiteti, pa ne vem, kaj vse narediti, se mi zdi, da ko si enkrat v naravi, pa nimaš več možnosti toliko hiteti, kakor pa biti z naravo, biti sam sabo, pa v bistvu tempo, ki ga narava nadzoruje, živeti. Se mi zdi, da narava nekako, kot da nam pomirja ta živčni sistem. Je nek tak občutek, ker vsak dan gledamo v te ekrane, v telefone, letijo sporočila, ti notificationi. To je najbrž pač preobremenitev za naš sistem, ne, se mi zdi. Narava pa pač te pripelje nazaj v tisto prvinsko, kar smo imeli prej. Kar smo si odvzeli. Ja. Kako pa je potovati z invalidskim vozičkom, zdaj, če ne potuješ s prikolico? So letala, avtobusi, potem ta razna postajališča. A je to že dovolj prilagojeno invalidom? Kaj opažaš? Na kaj vse moraš biti pozoren, ko recimo pot neko načrtuješ? Zdaj z letalom je nekako najlažje potovati, ker se tam pri letalski karti odkljukaš stvari, ki jih moraš odkljukati, se pojaviš na letališču in imaš ljudje, ki skrbijo, da boš prišel do vzhoda na drugem letališču, te celo do taksija, avtobusa pospremijo. Zdaj, če se pa vrnemo nazaj v Slovenijo, pa bomo rekli, da nekako mestni promet po večjih slovenskih mestih je prilagojen, je dostopen, se da normalno priti iz točke A do točke B. Zdaj,
funkcionalen je to, ne glede na to, ali pa nefunkcionalen mestni promet, si ali nisi na vozičku. So pa mislim, da bolj problematični manjši kraji, primestni prevoz. Tudi ne vidim, no, da bi se kaj dogajalo pri premagovanju te ovire. Ne vem, imamo koncesionarje, ki upravljajo tele medmestni linijski, ali ne vem, kako se mu reče. Mislim, da medkrajevni. Medkrajevni Nekaj prevoz, takega, ampak noben od teh koncesionarjev ni rabil sploh odkljukati okvirčka, da ima kakšen dostopen avtobus. Sploh niso, že ko so sprejemali to, sploh pomislili na to, ne. Zdaj železniški promet so novi vlaki, to so jih reklamirali že preden so bili novi vlaki, zdaj po mojem niso več toliko novi. So pa problematična postajališča, ne. Zdaj na ljubljansko potniško postajo, ki mislim, da se jo že rušijo zdaj, ali pa ne vem, v kakšnem stanju je. Vem, da si do 6. perona prišel čez 3 tire po eni strani, čez 3 tire po drugi strani. In si mogel biti pol ure prej, da si prišel iz ene strani postaje na drugo postajo. Namaz, da bi bilo funkcionalno, tako kar upam, da bo, no, da priješ v podhod z dvigalom do določenega perona, pa z dvigalom gor. V tem primeru je to potem v redu. Tako da vidim ful možnosti za napredek, no. Sploh, kar je medkrajevnega, in smo praktično primorani voziti avtomobile, narediti izpit, ker ti to nudi neko svobodo, nisi več omejen na svoj kraj, ampak si potem zares neodvisen. Res lahko greš kamorkoli, Res si pač lahko, poželiš. ja, brez nekega večjega razmišljanja. Pred leti, no, ko še nisem imel izpita, sem zmeraj govoril, da je potovanje z mestnim prometom trojno upanje, ne. Najprej upaš, da je nizkopoden avtobus, takrat so imeli še stopnice, pol upaš, da ima klančino, pol pa še upaš, da ti bo avtobus pomagal noter priti. Zdaj pa mislim, da je to veliko bolj naravno že ratalo za vse, no. Pa ravno zaradi tega, ker smo šli ven, ker smo hodili na avtobuse, napisali kakšno pritožbo, da to ni bilo v redu. Ne zato, da se nam je takrat zdelo vredno se pritoževati, ampak zaradi tega, da se izboljša situacija, ne, da treba biti kdaj tudi, bom temu rekel, zagovorniško kritičen do nekih odločitev, ne. Zdaj, da bi se pa povsod sam s kombijem lahko zastonj vozil, se mi pa tudi ne zdi prav, ne. Je tako, kakor da ti dajo ribijo, naučijo te pa ribariti, ali pa ne dajo ti sploh možnost. Ali pa kot neka kratkoročna rešitev, ne, mislim. Bolj kratkoročna ali pa srednjeročna ni zdaj nekega širšega pogleda, da bi pač dejansko celotno okolje bilo dostopno in tako kot si že na začetku razlagal, da pač lahko tudi druge družbene torej skupine pač uporabljajo tudi to infrastrukturo, ne. Pa mogoče še zadnje vprašanje, ker naju čas se že malo preganja. Česa ljudje, ki nimamo izkušnje z invalidnostjo, take ali drugačne, ne razumemo, pri čem se nam najbolj zatika? Kaj pa, če vrnem to z vprašanjem? Kaj pa misliš, da se če si predstavljaš zdaj, da se usedeš na invalidski voziček, kaj misliš, da bi te najbolj motilo? Pa bom jaz pa povedal, če to mene sploh moti ali pa. Ok, moram si vzeti par trenutkov, da se probam dati v to situacijo. Ja. Ampak jaz mislim, da bi se mi te težave oziroma stvari, s katerimi imam že zdaj problem, samo še potrojile v smislu, ne vem, mogoče to, da ljudje pretirano skrbijo zate, da so preveč pozorni, da ne vem, da se raje kar da ne komunicirajo s tabo, ampak se ti raje kar ognejo, ne vem, to si nekako. Prav neko pogroviteljstvo ali pa kako drugi ljudje nate gledajo. Ja. Če se prav spomnim, sem se jaz s to težavico spopadal sam kakšen prve 2-3 mesece, ko sem šel v mesto, pa se pa navadiš na to.
sploh ne opaziš. Zdaj pa pol ne veš, ali se ljudje toliko okoli tebe spremenijo, ali se pa ti toliko spremeniš. Tako da vsaj jaz osebno s tem nimam nekih težav. Ja, se zdaj, če grem čez kakšno vas, ki je s handbikom tistem, ki je res ogromen, pa tako vesoljsko zgleda, še zdaj vidim poglede, da res z Marsa prihajam, ampak to je normalno, ker ljudje ne poznajo, ne. Ampak ja, s temu se nisem toliko časa posvečal temu, no. Pa tudi temu, da sem praktično na vozičku, na kolesih, ne, ali pa da sedim. Saj, če gledaš, ljudje se zelo malo zdaj po nogah premikajo, nekateri, ne, zjutraj toliko, da iz postelje do kuhinje pridejo, do dnevne sobe, pol do avta, od avta do pisarne, pol sedijo tam 8 ur, 9, se sprehodijo nazaj do avta, potem pa se sprehodijo še doma do kavča in ležijo cel dan na Do kavču. hladilnika, ja. Tako da tudi to ni neka oviranost, ne. To je res, to je dober pogled. Ja, Res smo vedno bolj sedeči in res se minimalno premikamo, razen če se brcnemo in se spravimo. ja, je pa res, da mogoče, ajde, za kaj porabiš, ne mogoče, ker dejansko za določene stvari porabiš veliko več časa, kakor bi ga sicer, pa so take samoumevne, kakor je oblačenje, pospravljanje, ali pa nekaj, kar tebi vzame sekundo, meni pa recimo tudi v 10-15 minutah lahko. Ne vem, zdaj primera ne dam dati, ampak ajde, obešanje perila, ne. Je lahko za nekoga to 5-minutno opravilo, zame pa lahko to skoraj celourno opravilo. Podaljša se. Ja, podaljša še čas. Super, Nino Batagel, najlepša hvala, da si bil moj gost in upam, da boš svojo energijo in zgodbo še naprej navdihoval in spodbujal ljudi. Hvala za povabilo. Z veseljem.